Z otroškimi igrali bodo popestrili in nadgradili ponudbo centra, ustvarili prostor, kamor bodo lahko prihajali otroci starši, starimi starši, prijatelji. V kavarni pri Lisički z Vitorepki pa bodo poskrbeli za osvežitev obiskovalcev. Za naš center to pomeni, da smo veseli, da so otroci tukaj, da smo jim pripravljeni dati še nekaj več, kar je že sicer medgeneracijski center Kranj nudil. In pa seveda bomo nadaljevali tudi z ponudbo dodatno za starejše, tako da v planu imamo tudi kakšen tak, kot je bila včasih stream steza v Kranju, tam zadaj, ampak drugo leto. Med poletjem pa vsak dan med 8 in 16 uro potekajo otroške počitniške aktivnosti. Zelo pestre, najrazličnejše programi so objavljeni na spletnih straneh Ljudske univerze Kranj, tudi veliko zgibank smo razdelili po Kranju in se jih dobi tako v medgeneracijskem centru Kranj kot tudi na Ljudski univerzi Kranj. Za zaključek bomo naredili en piknik z otroci in starimi starši, pa tudi starši, pa en izlet v živalski vrt bomo nekje vmes imeli, pa obisk letališča, skratka polno zanimivih stvari in zelo pester program so pripravili delavci, ki delajo na programu medgeneracijskega sodelovanja. No, v času počitnic, ko so otroci doma, nekateri starši pa vendarle tudi v službah, je verjetno ta dopoldanski čas še kako dobrodošel, da ga lahko aktivno preživijo tukaj v centru. Ja, sem prepričana, ko sem imela jaz manjšega otroka, je bil to kar problem. In moram reči, da sem zelo veliko denarja dala ravno zato, da je otrok, ki je bil, medtem ko je tukaj vse brezplačno, razen tisti, ki se odločijo za kosilo, dobijo po posebni ceni kosilo, odlično kosilo in to za 2,5 €, polni meni, če tako rečem. Za obisk živalskega vrta in letališča morate otroka predhodno prijaviti. Delavnice pa lahko obiščete kadarkoli.